Pozdravljeni. Tukaj sva skupaj z našo današnjo predavateljico, gospod Tilko Jamnik. Ona je magister in sicer strokovnjakinja, naša, kar bom rekla, priznana, s področja mladinske književnosti in branja. Je tudi podpredsednica bralne značke, tako da vam bo v bistvu vedela povedati veliko, veliko novega in zanimivega. Povabili smo jo pa v okviru festivala Najst, kot ga nekateri verjetno že poznate. To je zdaj naš že 4. webinar v letošnjem letu, pa že lansko leto je ta festival pod pokroviteljstvom Javne agencije za knjigo potekal na naši oziroma Pilovi spletni strani. Jaz sem urednica Pila in bom rekla tudi neke vrste organizator tega festivala in webinarjev, tako da res dobrodošli tudi ne samo pri našem sodelovanju na festivalu, ampak tudi pri posluhu tega, kar smo vam pripravljeni povedati, smo vam že povedali in vam tudi še bomo. Čaka nas še en webinar o stripu, to pa v začetku novembra. Drugače pa, če imate današnji poslušalci kakršnekoli potem tudi vprašanja v zvezi s festivalom, kar lepo napišite na chat tukajle na Zoomu, pa bom jaz poskušala odgovoriti. Lahko pa tudi kdo, če bo gledal potem posnetek, kakšno vprašanje naslovi na Pilovo spletno stran in bomo odgovorili. Če kaj ni jasno, sicer so pa vse podrobnosti o festivalu na naši spletni strani www.pil.si, gumbek festival, in tam boste našli večino odgovorov na vprašanja in tudi že boste videli, če boste poklikali, polno zgodb je že na naši spletni strani in tudi pesmi, malo manj stripov, veliko fotografij, tako da se že zelo uspešno odvija ta naš letošnji festival na temo prijateljstva. Zdaj bi pa prepustila besedo naši današnji gosti, magistri Tilki Jamnik, da vam bo povedala veliko zanimivih stvari, o katerih najbrž še niste kaj dosti slišali. Tako da vam prepuščam, Tilka, prepuščam ti besedo. Najlepša hvala. Lep pozdrav vsem in vsakemu posebej. Jaz sem pripravila kar PowerPoint, ki je meni nekakšna podloga, plonk listek. Vi boste pa lahko tudi, če boste želeli, naredili posnetek zaslona. Pripravila sem namreč, tako kot je bilo rečeno, knjige na temo prijateljstva. A bova prosim delili zdaj PowerPoint? Zdaj to ti bolj veš, kje se tlele? Aha, takole, ja, evo. Pa spodaj Prijateljstvo. Takole, ja. Ne, to nisva zdaj. Čakaj, bova še enkrat probala to. Evo. Moralo bi biti. Ne, to pa sploh ni. Kje pa sva zdaj? Takole. Še enkrat deliva. Share. Deliva. Prijateljstvo. Pa share. Pa še share. Čakaj, takole. Share. Evo, zdaj pa je. Hvala, Jana. Nisem bila prav spretna, ampak bomo, začeli smo. Poglejte, jaz sem najprej prepisala z Wikipedije geslo, kaj sploh prijateljstvo je. Zdi se mi zanimivo, kako pravzaprav vsak od nas prijateljstvo doživlja drugače. In jaz vem, da so med vami tudi mladi pisatelji, pišete, in morda bi tako za začetek tudi vi, da se ogrejete za temo, preden začnete pisati, morda poiskali kakšne zanimive citate na spletu, morda kakšnih znamenitih osebnosti ali pa iz knjig, ki ste jih prebrali, morda iz teh knjig, ki vam bom jaz svetovala, da jih preberete. Takšen začetek je vedno
za ogrevanje, no. Glejte, sicer sem vam pa izbrala knjige, ki so izšle v zadnjih 2-3 letih. To se pravi, glavnem novosti, in to so slovenske in prevedene knjige različnih slovenskih založb, in založbe imajo ponavadi te mladostniške romane, problemske, kot rečemo, po nekih zbirkah. Ne vem, recimo Mladinska knjiga po zbirki Odisej, založba Miš Podzorenje ali Zgodnje Zorenje. Potem te knjige so različnih žanrov. Jaz sem izbirala predvsem problemske romane, ker se mi zdi, da tudi vi, ko berete in se pripravljate za pisanje, nekako razumete prijateljstvo kot pomoč za odraščanje, razvoj, za razumevanje različnih problemov, ki jih srečujete pri zorenju. Potem to so besedila, to so knjige različnih bralnih stopenj. Vi ste vsi bralci, ampak to so knjige za drugo in tretje triletje in za srednješolce. Ni pomembno, za katero starostno stopnjo ste. Vi boste glede na problem, ki vas zanima, posegli po romanu. Vse te knjige so kakovostne in seveda književne osebe so najstniki, mladostniki. Tema prijateljstva je, kot sem že omenila, obravnavana s kakšnim osebnim, družinskim, družbenim problemom. In jasno, ne bom pripovedovala vsebin knjig. Zakaj ne? Ker vas potem ne bo več zanimalo branje. V vsaki knjigi je treba povedati čisto malo, toliko, da vas vznemirim, motiviram za branje, ne daj Bože pa, da vam povem vsebino, ker potem ne bo več privlačno za branje, ne bo vas več zanimalo, ker boste vedeli zgodbo. Vmes bom pa dala kakšen namig, morda spodbuden za vaše pisanje. Glejte, jaz knjige izbiram iz priročnikov za branje kakovostnih mladinskih knjig, ki jih pripravlja Pionirska, Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo. In jaz sem to namenoma dala tudi na zaslon, kajti priporočam vam, da uporabljate te priročnike. V njih so namreč vse knjige, otroške in mladinske, ki izidejo v enem koledarskem letu, obravnavane, ovrednotene kot kakovostne, če imajo oceno 3, 4, 5, sicer pa jih ne priporočamo, ker so manj kakovostne, in dodana so jim vsebinska gesla. To se pravi, vi pipnete geslo prijateljstvo in pridejo ven naslovi knjig, ki obravnavajo prijateljstvo. Še bolj vam priporočam iskalnik kakovostnih mladinskih knjig. Predstavljam si, da zdajle vsi z mobili fotografirate zaslon, ali pa sprotni naslovi, ki še niso v priročniki, to se pravi res prave novosti, pa pokukate v knjigometer. To se pravi, kar ste srečali v knjigarni, a boste kupili ali ne, pogledate v knjigometer. No, jaz pri bralni znački pišem tudi priporočilnico o kakšnih knjigah, ki me zelo navdušijo, in nekatere knjige, ki sem jih pripravila tudi za vas, sem predstavila tudi v priporočilnici. Gremo naprej. Kar k prvemu naslovu. Poglejte, to je naslov Andreja Skubica, knjiga z naslovom Lahko bi umrl na tem kavču z mano. To je knjiga, ki je dobila že kar nekaj nagrad, že v rokopisu nagrado Modra ptica, mladinske knjige, potem je dobila nagrado Desetnico in nagrado Večernico in še več. Bralna značka jo je podelila kot nagradno knjigo zlatim bralcem v preteklem šolskem letu. Tole je knjiga, ki obravnava odraščanje in vrsto problemov v odraščanju, namreč otroke, mladostnike, najstnike, katerih starši se ločujejo pri enem fantu gre za bolezen, za božjaz, pri enem fantu gre za iskanje, raziskovanje svoje spolne identitete in pri tretjem je preizkus prijateljstva. Namreč tista deklica, ki želi zapustiti očeta, oče in mama sta se ločila, hoče pobegniti od očeta k materi in prijatelji se
odločijo, da ji bodo pomagali. In zdaj prijateljstvo na preizkusu. Ali je bolj pametno pomagati prijateljici, da naredi eno neumnost pravzaprav, ali naj se vendarle pove to nekomu, ki bo deklici pomagal, da ji ne bo treba pobegati. Jaz mislim, da tudi vi imate celo vrsto takih situacij, ko je vaše prijateljstvo ali prijateljstvo vaših prijateljev na preizkušnji. Malo premislite, mogoče bo to ena od možnosti, o kateri pišete. Tu je tudi zelo prebrisan naslov, lahko bi umrl na tem kavču z mano, ne, ker kavč, ne, kaj pa si počel na kavču? Tle vam bom vseeno povedala, zakaj gre. Ko fant pomaga dekletu, da bi pobegnilo, ga njegova bolezen božjast vrže in to pač ni tako enostavno. No, je pa tule prebrisano tudi to, da je Andrej Skubic ta iste osebe, kot jih je imel v prejšnji seriji 7 knjig Trius Goljaznikus, tam so rasli iz ene do druge knjige, uporabil tukaj. Torej, če vi poznate te junake iz serije, boste z veseljem, po moje, z veseljem segli v to odlično besedilo. Je tudi obarvano malo s sodobno govorico mladih, tako da je, glejte, knjiga res kot primer problemskega romana, kjer je prijateljstvo v različnih niansah, v različnih situacijah. Pa da ne bomo mislili, da so knjige o prijateljstvu samo zdaj zanimive. Prijateljstvo je bilo zmeraj aktualno, predvsem v času odraščanja pri mladih ljudeh. Recimo Branke Jurca Kozorijo Jagode sem izbrala, da vam jo pokažem, ker je pred kratkim izšla tudi v založbi Beletrine, osvežena, z novimi spremnimi besedami, z novimi ilustracijami v tisti slavni zbirki Zvezdna beletrina, ko ponatiskujejo tradicionalna dela. Boste torej posegli tudi po enem starejšem delu. In ob tem mi pride na misel, da lahko svoje starše ali pa celo stare starše vprašate, ali imajo oni kakšno zgodbo o prijateljstvu in jo zapišete, kakšne izkušnje. Potem je prijateljstvo lahko tudi v fantazijskih pripovedih. No, tole je ena zelo spretna mešanica žanrska. Je malo zgodovine, je malo zemljepisa, je malo ljubezni, je malo, ne malo športa. Silvester Vogrinec najprej piše o judu. Kaj še? Malo je ezoterike. V vseh 3 delih se pa seveda pojavlja tudi prijateljstvo z eteričnimi bitji, skratka, ni da ni. Torej, zelo priporočam in nič ni narobe, če imate tudi vi kakšne take izkušnje oziroma vaša domišljija zmore kaj podobnega. Prijateljstvo recimo tudi v taki žanrski mešanici, kot jih zmore Janja Vidmar, Koliko še ali samo Mulca. Tule gre za mešanico potopisa, druščinskih zgodb, seveda tudi z družinskimi ozadji, kaj še, malo pustolovščine, akcije in seveda, eni so prijatelji, eni niso. Spet razna prijateljstva na preizkušnji, eni taki fini mešanici, žanrski literarni mešanici. Potem recimo hokejska banda, pa prava hokejska banda na razpotju, se pravi športno okolje. Glejte, mladi pisci, tisti, ki trenirate kakšen šport, imate zagotovo izkušnje med tekmovalci, med kolegi v društvu, v klubu, morda s trenerji, starši, kako vas podpirajo ali pa silijo k športu. Tole vam bo dalo kaj idej, vi boste pa znali pisati v svojih izkušnjah. No, nekako prislovično je v slovenski mladinski literaturi, da je betonsko okolje slabo za življenje. V Sloveniji imamo možnost torej za neke vrstne hiše, ne sicer vsi, ampak vendarle naš ideal je imeti hišo, vrt, psa na vrtu in tako naprej, ampak tudi nekateri živijo v blokih. Ko stopijo ven, je beton. In to so posebna okolja za prijateljstvo. Tudi samo okolje je lahko malo stresno.
Recimo, to je en sodoben roman mlade slovenske pisateljice, zdaj je šele na fakulteti. To se pravi, je pravzaprav zelo malo starejša od vas in najbrž že podobno občuti odraščanje v betonskem labirintu, kjer imajo mladi ravno tako potrebe po bližini, po prijateljstvu in si pri raznih problemih pomagajo. Tole je pa prevedeno knjiga, in sicer 10 zgodb, poglej na obe strani, govori o kolegih, ko se to reče, vrstnikih, prijateljih, sošolcih, in ki hodijo po 2, po 3 pač manjše skupine iz iste šole po različnih ulicah domov. In je zelo duhovito in zelo tenkočutno napisano, kaj ti mladi, tudi glede na okolje, glede na ulice, po katerih hodijo, doživljajo. Naslov je malo simboličen. Jasno, poglej na obe strani, najprej prometna varnost, pogledaš levo, desno, ampak gre pa tudi za torej simbolni pomen naslove. Z ene strani včasih občutimo stvari zelo težke, naporne, ampak že samo branje, recimo, nam lahko pomaga pri razumevanju različnih problemov. To se pravi, debata tudi. Poglej še, če se le da svoje probleme z druge strani, torej z obeh strani se jih lotimo. Torej 10 zgodb različnih, morda bo zagotovo, sem sigurna, kakšno od njih vznemirila tudi vas. Tihotapci. Tako okolje. A veste, naslov se zdi, kot da nas takoj odvrne. To pa ni literatura za mlade, to pa ni spodbudno. Tudi starši, ki so tihotapci, stari starši, ki tihotapijo, imajo svoje družine, imajo družinske probleme. In otroci iz teh družin ravno tako odraščajo in imajo normalne, bomo rekli, probleme odraščanja, hkrati pa še to, da so starši tihotapci. Uvajajo jih v tihotapcev, skrivati je treba tako in tako dalje. Je pa to menda zgodba narejena na zgodovinski osnovi, njega niso res tihotapili iz Nizozemske v Belgijo surovo maslo. In tam nekje na robu je tudi muzej tihotapstva in vse to boste izvedeli v romanu. Torej gre za zgodovino, zemljepis, družinsko situacijo, ki ni enostavna. In glejte, iz takega okolja zraste tudi s pomočjo prijateljstva zdrav mlad človek. Čričke Carlson skrivnosti so pa ni taki problemi, a veste, ker prijateljica zapusti deklico ta čas, ko je ona bolna, ima norice. Ko pride v šolo, njena najboljša frendica ni več njena bestica. A veste, kakšna tragedija je to, ne? Za deklico. To se pravi, tule je osredotočeno prav na to, kako se navežeš na prijateljstvo, pa se to prijateljstvo skrha. A imamo take izkušnje? Imamo, ne? S čim jih rešujemo? Iščemo nove prijateljice, najprej smo malo užaljeni in prizadeti in to je lahko priložnost, da zapišem svoje občutke, pa imamo zgodbo, pa imamo literarni izdelek. Okej, potem nadaljujemo z iskanjem prijateljstva, prenovih prijateljic in tako dalje. Tule je problem te knjige. No, ima pa deklica podporo tudi v eni teti, ki je likovnica, in tudi Črička ima likovni talent in nekako s to likovnostjo potem, ko bi rekla, premostite čas do novega prijateljstva. Zdaj mi je prišlo na misel, ko vi pišete zgodbe, jih lahko tudi sami ilustrirate. In to vam je lahko pomoč. Ja, to bi bilo pa sploh dobrodošlo, super. Da je lahko Ja, tudi ilustrirano. absolutno. Ja, kasneje se bomo spomnili, da je lahko tudi v obliki stripa. A Ja, stripe ja, sprejemamo? absolutno. Evo, Celo zelo zaželeni so. no, vidite, Ja. evo. Da sploh mladi imajo radi kombinacijo Ja, besedilnega pa likovnega. likovnega, ja. Ja, bodisi da sami ilustracije ali pa kakšne fotografije, a ne? To lahko je. Ja, zelo sprošča to. Okej, gremo naprej? Ja,
Dobro. Glejte, včasih v osamljenosti zelo dobrodošlo tudi prijateljstvo z živalmi. Ja. Jaz sem jih tle nanizala, recimo Poslednji medved, potem Zgubljeni kit, pa poni, pa Grivasti vojak, to je v vojni situaciji, recimo konj, kakšna podpora, pa ne samo prijateljska vojakom. Vendar jaz v svojem pregledu se nisem osredinila na prijateljstva z živalmi. Mislim pa, da recimo vsaj tiste izkušnje, ki jih imate z domačimi živalmi, kot je kakšen kuža ali pa muca ali pa ne vem, no, kakšne domače živali, to je zelo bogata izkušnja. In ta prijateljstva so lahko dragocena, zelo dragocena in veliko pomoč, nudijo toplino, prisrčnost, ne samo v mladosti, ampak tudi potem kasneje. Glejte, recimo, Vinka Möderndorfer Švrk je tudi napisan tako, kot da Švrk pripoveduje zgodbo, kako je on v zatočišču enega dečka, ki si je želel psa, posvojil. A veste, ponavadi govorimo, da človek vzame iz zatočišča oziroma si priskrbi kužka. Ne, tlele je bil pa Švrk prebrisan in je fanta prepričal. Tako da imate pasjo perspektivo. To moram povedati, da je Švrk prej izhajal v Pilu. Aha. Ja, 2 leti. Tako da tisti, ki ste pilovci, pa danes to poslušate, se boste spomnili, ne, te nadaljevanke o Švrku. Ja. Potem je pa v knjigi šel, pri založbi Miš. A vidite, kakšen luksuz imam, ko imam urednico tukaj. Okej, a veš, ne berem več prav pogosto Pila. Ja, moramo te prepričati, da ga boš. A ga tudi mladi bralci svetujejo? Ja, tudi. A veš, tole sva pa prikrajšani, da bi zdaj midve videli, kako To oni je imajo. škoda tale Zoom, ne, ker vas ne vidimo, kaj imate za povedati zdajle, ja. A gremo dalje? Ja. Okej. No, tole sta pa zdaj 2 primera. Najprej Gospodična z monsterom, Maše Ogrizek, kjer govori o tem, kako pa iz osamljenosti, potreba po prijateljstvu, ne išče toliko prijateljstvo kot možnost, da bi na splošno pomagala drugim. In to se mi zdi tudi ena fantastična varianta, različica, možnost, čeprav se mi zdi, da je to bolj možnost za starejše. Pa tudi, veste, ko ste mladi, ko ste mladi, lahko pri tej samorealizaciji, iskanje samega sebe, utrjevanje samopodobe, ne vem, pomagate sošolcem, pomagate starejšemu v svoji vasi, v svojem bloku, ali ne vem, enemu otroku, sovrstniku s posebnimi potrebami in vas to kako bi se reklo, zadovolji in vsaj za nekaj časa ta potreba po prijateljstvu nadomešča to bližino. Hkrati ste pa dobro delate in s tem pridobivate izkušnje za vse življenje. Morda imate tudi kakšne take izkušnje? No, recimo podobna situacija je v knjigi Radio Popov. Tukaj ena gospa, ki ponoči deli osamljenim otrokom, zapuščenim, časopise, pa tudi kakšno jabolko in tople nogavice, odkrije enega dečka, ki je popolnoma zapuščen, mame nima več, oče pa skozi po službeni poti, tako da oče sploh ne ve, da ima sina včasih, da se čisto pozabi. No, zato ga ona vzame k sebi in zdaj fant na njenem podstrešju najde radijski oddajnik, ki ga je menda naredil ruski fizik Popov. In on preko tega radijskega oddajnika v določenem času prenaša, oddaja vsebine, za katere misli, da so osamljenim otrokom potrebni. Neverjetna, simbolična, fantastična pripoved, ki ogreje. To je tisto, ne, ko si osamljen in iz potrebe po prijateljstvu pravzaprav deliš prijateljstvo, vsebine, ki jih imaš rad, z drugimi. Volk. Vedno govorimo oziroma vedno mislimo, da je prijateljstvo nujno potrebno. In od literature za majhne otroke pa do,
ne vem, mladostništva, zmeri to prijateljstvo. Ampak so tudi nekateri, ki niso tako potrebni prijateljstva oziroma bližine z vrstniki, in takšen je volk. In takšne ljudi, ki si ne želijo pogosto bližine, je treba ravno tako spoštovati. In recimo v kakšnih poletnih taborih se to dogaja, da na silo so tam otroci skupaj, pa ni te prave bližine. Tole je volk imenitno besedilo, ki opozori na to. Nekateri, recimo jaz imam tudi osebno izkušnjo, nisem bila prav vesela v družbi, jaz sem bila raje sama pa s knjigo. Okej, prijateljstvo se lahko razvije, neko tako čustvo tudi med brati in sestrami, ne. Bratje pa sestre imajo to itak neko posebno bližino zaradi družine, ker so pač sorojenci, pa veliko tudi prepirov in nesoglasij, to je normalno. Se brusijo drug ob drugem, ampak pogosto se razvije med njimi tudi zelo globoko zavezništvo in prijateljstvo. In recimo v tej knjigi Moj brat Ben je to lepo predstavljeno, kako se oba borita, da bi zmagala na enem natečaju. Mi smo v natečaju. Mi smo, ja. Ja, in da bi dobila glavno nagrado, ki je čoln. Onadva živita namreč ob eni reki, v enem rokavu reke in bi rada raziskovala ptice. In to je spet ena knjiga, ki je zelo bogato ilustrirana s pticami, z risbami ptic, in to Peter Carnavas sam naredi, to se pravi, avtor je hkrati ilustrator. To vam je za spodbudo. To pa res, One man, one woman proizvod, ali kako hočem reči. Gotove, ja, so, ne, isto, ja. Ja. No, ena podobna, ampak še globlja, bolj resna situacija je recimo brata 7 dni z mojem. Tukaj sta dvojčka in en od bratov je duševno prizadet. To, kako zelo morajo sorojenci, če je v družini kdo bolan, potrpeti, pomagati, pa hkrati tudi z veliko pridobijo, namreč v pomoči, v sočustvovanju. Čakaj. Kaj Zdaj se sem je pa pa zdaj zgodilo? eno traperijo naredila, bomo pa še enkrat tole, Tukaj pa tukaj, ne. pa tukajle. Evo. A sva prišli nazaj? Ja, ja, ja. A je v redu? Okej, torej, če je v družini kakšen otrok s posebnimi potrebami, potem vsi družinski člani seveda sodelujejo, pomagajo in hkrati na neki način trpijo, so prikrajšani, obenem pa pridobijo neke izkušnje, ki jih mi drugi, ki pa nič ne živimo v takih situacijah, ne poznamo. In to je dragoceno. Če ne drugega, so to sočutje, poznavanje teh ljudi s posebnimi potrebami, kaj je dragoceno v njih, ker ti ljudje imajo včasih druge lastnosti močneje razvite in to je treba razvijati oziroma gojiti. In to mislim, da to se lahko zgodi, če imamo prijatelja, prijateljstvo z vrstniki oziroma s podobno starimi s posebnimi potrebami. Glejte, v naših šolah je veliko, kar precejšen delež otrok s posebnimi potrebami vključenih. Če vas to nekako vznemirja oziroma imate izkušnje, se mi zdi imenitna priložnost. Ne vem, če tole zdaj dobro deluje. A ne deluje? Ne vem, a imava midve kakšen Zdaj me odziv, pa a se takole. vidi ali se ne vidi. Malo odziv, čakaj. Greva naprej? Je to v redu naprej? To je, bova pa takole predstavljala. Bomo pa- Lepo Edino se ne vem, vidi, če oni ja. vidijo na ekranu. Se vidi? Ja, vidi se. Okej, hvala lepa, Katja. Vidi se, vidi. Odlično. Tole je pa drama, ki je pisana v obliki stripa. Mislim, besedilo je. In v resnici tili mladi ljudje pripravljajo v šoli gledališko predstavo, dramsko predstavo. In je tako spretno narejena zgodba, da se skozi dramo, se pravi besedilo,
nekako razkrivajo tudi njihove zgodbe. Dvoje je sporočilo, da namreč v besedilih, literarnih besedilih srečujemo svoje probleme oziroma jih tudi rešujemo, bolje razumemo in tako dalje. Vse je drama, vse je gledališče, to, kar vidimo na odru in to, kar pravzaprav mi doživljamo. In to je v obliki stripa. Tako da, še enkrat sva že prej z Jano omenjali, če vam leži torej stisniti besedilo v tiste oblačke k glavnim osebam, je to ena od možnosti, da jo izkoristite. Morda imate tudi kakšne izkušnje z gledališčem, z dramskim krožkom in evo. Priprava gledališke predstave je veliko delo in med mladimi, ki to počnejo, se spletajo različni medosebni odnosi, tudi prijateljski in celo ljubezenski, prva ljubezen pa to, a veste, sploh če je treba odigrati te reči. To je fina snov, se mi zdi. Ej, Lepo gre. jaz sem Gaj, Ja. to je spet Vinko Möderndorfer. Spet je bilo v Pilu, Ja, tudi, ja. evo. Ja, tudi je v Pilu bilo to. Jana, jaz bom res morala začeti. Ja, piti. seveda. Pa saj sem ga, ko sem imela otroka majhne, pa Vem, niso ja. majhne, a veš. Seveda. Ja. Gre za to, da kakršenkoli sem jaz, a imamo tako izkušnjo Ja, s temi besedili, ne? In to je pomembno. In tudi, če me prijatelji ne podprejo pri tem, jaz sem jaz, kakršen sem pač, ne. To se mi zdi za vaš obdobje odraščanja, oblikovanje samopodobe in to zelo pomembno. Glejte, eno je, da se oziramo na druge, da skušamo ustreči drugim, ustreči prijateljem, še bolj pomembno pa je, da jaz najprej sebe postavim, da sem sama s seboj iskrena, da se dobro počutim in kot takšna sem potem tudi boljša prijateljica, bolj sproščena in pripravljena sprejemati druge. Le mimo se bova zapeljali, tak luškan naslov, in tako dve deklici, prijateljici, mislita, ko se spuščata v akcijo, da bo to čisto enostavno, ampak v piceriji se pojavi en najlepši fant na svetu in njuno mimo, samo mimo bova se zapeljali, se seveda zruši. Ni pa to tako enostavno, ne, te prezgodnje ljubezni, včasih preizkušnja, ne samo za posameznice, one so malo ljubosumne med to, to si predstavljate, kako to gre, a ne? Ampak tudi za prijateljstvo, to se pravi, te prve ljubezni, če tako rečem, ljubezenske izkušnje so lahko velika preizkušnja za prijateljstvo, ker nenadoma nimam več časa toliko za prijateljstvo, zdaj imam fanta, ne, in ga opazujem in tako naprej. No, skratka. Jaz mislim, da imate veliko izkušenj v tem in mi tule pričakujemo kakšna taka besedila, ne da? Ja. Bomo videli. Okej, pa tale Pusta je krasna, ja. Pa tale stiska, vsi razen mene. A veste, vsi so že zaljubljeni, vsi imajo že fante oziroma dekleta. Jaz, se pravi glavna oseba te književne osebe, pa nič, sem aseksualna. Kaj je z mojo ljubezensko identiteto? Spolnostjo, kako naj se sprejmem takšna, kot sem, hladna in tako. Glejte, v obdobju odraščanja je normalno, da smo vznemirjeni okrog spolne identitete, nasprotnega spola, prve ljubezni, prve spolnosti in teh izkušenj, in to se mi zdi eno takšno besedilo, ob katerem se da fino, ne samo brati, tudi pogovarjati, in mislim, da bo tudi spodbuda, da vi kaj poveste iz sebe, ali pa si izmislite, karkoli. Ali naj bo realno ali domišljijsko. Ja, točno tako, ja. Tudi če si izmisli prvo ljubezen. Absolutno. Še to. No, potem se pa začnejo razni problemi. Tulele ima recimo glavna oseba malo preveč kilogramov. To je njega dni in po moje še zdaj bilo zelo usodno za kakšne punce. Da vam povem, tudi jaz sem bila debela, ko sem bila majhna, in ni bilo luštno, vsi so me zmerjali, koliko sem debela, pa ne vem koliko, zdaj sem že malo pozabila, ampak ni mi bilo luštno. In o tem piše torej ta pisateljica. Ples globokomorske meduze ima pa zato naslov, ker to dekle, ki ima preveč kilogramov,
se potem odloči za plavanje, malo zato, da bi shujšala, ampak ko ona ugotovi, kako pravzaprav sebe sreča, koliko je srečna, takšna, kot je v vodi, voda je malo, ne, povzroči, da se lažjo počuti, si ona misli, piš me, moja debelost, naj mi rečejo kakorkoli, takšna, kot sem zadovoljna. Tako da malo podobno tistemu, ko smo prej rekli, jaz sem Gaj, ne, samo da tukaj je poudarek na debelosti. Jaz bi tukaj rekla samo nekaj, če je kdo presuh ali predebel, po vašem mnenju, ne delajte se norca iz tega. Včasih to ni odvisno samo od prehrane, ampak je lahko tudi kaj bolezenskega ali pa taka družinska okolja ali že kaj. Mogoče imate pa izkušnjo tako kot jaz, pa boste v svoji tako, Kaj napisali, ja. izkušnjah pisali. To zunanjost, to je problem. Mislim, karkoli, kakršna sem, nisem zadovoljna v najstništvu. Šele pol malo čez 50 rataš zadovoljen. To je celoživljenjski problem. Ja, tako, ja. Še celo dlje mogoče lahko traja. Okej, tole je pa problem, različnih, družbenih slojev. Na jugu in Happy Happy obe besedili govorita o otrocih, ki so revnejših družin, pa ločenih staršev, to se pravi, res precej odrinjeni na rob tisti, ki imajo dobro situirane družine in ki hodijo na jug na počitnice, a ne, in vsi se bažijo, ko je prvi šolski dan, kje vse so bili, ampak 2 v razredu, ena deklica in deček tega nimata. In naslednje poletje se odločita, da bosta onadva si naredila poletje doma v eni zapuščeni hiši. Tlele je zelo zanimiv problem. Onadva se imata zelo fino, onadva vse fantazirata, staro šaro skupaj prineseta in si naredita plažo, si naredita senčnik, si naredita super zadeve, ampak to priznati drugim. In je spet njuno prijateljstvo na preizkušnji. Deklica malo potegne s svojimi sošolkami, ki jo razkrinkajo, da se laže oziroma da se igra, in ona potem nekako zamolči svojega prijatelja. A veste, celo poletje sta se imela fino, ampak ko jo deklico razkrinkajo sošolke, ona to zanika. Saj potem ji je žal, ne. Ampak hočem to povedati, da so prijateljstva v različnih situacijah na preizkušnjah. Pri Happy Happy se pa deček požvižga na to, da je njegov oče pravzaprav en tak uslužbenec na odpadu, uslužbenec, ki v zavrženih stvareh najde celo kopico stvari, ki jih malo popravi, pa so dobre, ampak on ima eno starejšo prijateljico, eno starejšo gospo, ki prepozna njegovo željo po golfu in mu podari golf opremo pokojnega moža. Glejte, in on ne more s to golf opremo z očetom se soočati. Tudi pred sošolci ne. To se pravi, kaj so to, družbeni sloji, ne. To je obravnavano in to zna biti zelo boleče. Malo se ozrite po svojih sošolcih in sošolkah, mogoče imate vi tudi take probleme. Bodite sočutni, razmislite mogoče tako, da napišete kakšno zgodbo, kakšen je odnos vaš odnos do njih. Tole sta 2 hudi knjigi, govorijo o prestopnikih. Prva knjiga je zvezdica Ali smo, saj veste, kako bi jaz mogla reči, ampak to ne gre v zum. Govori o tem, kako klapa mladih ukrade, poškoduje en avto in potem seveda grejo v poboljševalnico, v domove za prestopnike mlade in gre za to, da, glejte, prijatelji se ne odločijo prav in naredijo neumnost in potem, ko so sojeni oziroma ko pridejo pred sodnika za mladoletne, se oni kot prijatelji razrušijo, ne prenesejo tega in pravzaprav vse zvalijo krivdo na enega. Bil sem bully pa pripoveduje tudi o tem zgodba, kako je naredil neumnost in kako zdaj s pomočjo, ko se reče,
vzgojiteljev v domovih za prevzgojo in s pomočjo prijateljev in spet neprijateljev se vendar nekako izmaže iz te situacije. Pri teh pristopnikih je namreč problem to, da nekdanje klape, nekdanji prijatelji ne pustijo na nek način, da bi se oni odcepili, premislili, izboljšali, stopili na boljšo pot. Tudi to je v teh. Jaz upam, da tovrstnih izkušenj še nimate, ampak mislim, da ni slabo, če tako literaturo preberete, da boste zaznali, kdaj so takšne situacije, da vas prijateljstvo lahko potegne na slaba pota. In, glejte, če že kdaj zaslutite, da je kaj narobe, ni izdajstvo prijateljstva, če se zatečete k staršem ali učiteljem ali komurkoli, da poveste, da ste v stiski, ker vas prijatelji vabijo v nekaj, kar menite, da ni prav. A je prav tako? Ja, absolutno. Okej. Gremo naprej. Tukaj je problem smrt. Kako odigrajo, kakšno vlogo imajo prijatelji, če se v družini zgodi smrt? V prvi knjigi je smrt sestrice že za nami, v drugi pa Poletje na jezeru Čiče pa pišemo, pa beremo o tem, kako pride do nesreče in do smrti. Vsemu podlaga pa je, da tudi pri tako težkih situacijah, kot je smrt, tukaj je šlo za smrt sorojencev, lahko so pa to starši, stari starši, kako zelo pomembno je sočutje in razumevanje prijateljev. Ne samo družinskih članov, ampak tudi prijateljev. Predor je pa zgodba o vojni in govori o tem, kako v vojni situaciji pomembno tovarištvo, zavezništvo, prijateljstvo. In Predor ima naslov zato, ker se skupina mladih ljudi z različnih slojev zateče v predor, namreč podzemne železnice, ki pa zdaj ne dela, tam v enem žepu predora, potem v času bombardiranja, pravzaprav cele vojne situacije drug drugemu pomagajo. Ne preživijo pa vsi. To se pravi, da si pomagajo tudi v trenutku, ko zvejo za smrt svojih prijateljev iz predora. Glejte, jaz sem čisto vznemirjena, recimo, ko dobim eno novo knjigo v roke. Torej je Igorja Karluška Peter in Petra. Nisem še utegnila prebrati do današnjega dne, ampak na hrbtni strani piše, oziroma sem našla tudi vsebinska glasla, da poleg prijateljstva govori o samomorilnosti, potem pa tudi v kriminalnem okolju družinskem. Petra je iz ene dobro situirane družine, na videz blizu, ampak ko zakroži po spletu en posnetek, kakor da je udeležena pri enem spolnih igrah, in to je grozno, ker jo izsiljujejo, kar steče čez eno streho doma oziroma neko nezavarovano teraso in se zdi, kot da je želela narediti samomor. In v bolnišnici sreča Petra, fanta iz okolja, kjer je družina se preživlja s kriminalom. Oče in mama silita Petra in njegovo mlajšo sestro, da kradeta, predvsem kot žeparja, in enkrat pač Peter jo skupi pri tej dejavnosti in zdaj sta skupaj v bolnišnici. Toliko sem prebrala, da vem, za kaj gre, in hočem vam povedati, da ravno toliko, kot mi vsebinska gesla povedo, ravno toliko, da me vznemirja. Komaj čakam, da tale Zoom konc, da bom vzela knjigo v roke. Prebrala. Ja, tako deluje. Vem, tudi na mene tako deluje isto. Po mojem mladi bralci imajo vse, seveda. Ja. No, ampak vendarle imam še poezijo. Ta je krasna. Glejte, ni nujno, da je prijateljstvo obravnavano zgolj v proznih besedilih, v problemskih romanih. Smo že rekli, da so ti romani lahko problemski, se pravi realistični, realna okolja, lahko pa so domišljijski. Jaz sem več žanrskih mešanic tudi pokazala. Lahko je tudi v poeziji. Saj tudi naši imajo nalogo, da pesmi pišejo.
Ne samo zgodbe, tudi pesmi, a Super, ne, no. festivalu, tako da super, da si tole dala, ja. Kako pa najti iz teh treh pesniških zbirk kakšno pesem, ki obravnava prijateljstvo? To vam pa jaz povem izkušnjo z bralnih delavnic. Jaz vedno razdelim knjige, pesniške zbirke med mlade bralce in jim rečem, dajte poiskati kakšno pesem, ki bo obravnavala prijateljstvo, in pa se oni zarinejo, brskajo, iščejo, mimogrede marsikaj preberejo, rečejo, glej, tale je fina. Tale, ja. Pa rečem, glej, prijateljstvo iščem, no, vseeno, ampak tale je fina. Skratka, prebere se en kup poezije in to je Ki so bistvo. ta To je krasna, bistvo. pa mali črvi so. Humorno, Ja. duhovito, realno, pa vendarle Mm. tudi simbolično, kaj še, nagajivo, popoprano. Krasno ilustrirano. Ja, ja. Odlično, Ja. torej, mislim, da tale Tomaž Lovro Matič Ja. pripravlja že četrto Že zbirko. četrto pripravlja, ja. Ja, To je, ja. No, smo pa malega črna ota dajali lani zlatim bralcem Tako za je, gradno knjigo. tako je. Tako da to mora biti kar med mladimi bralci precej prisotno. Ja. Torej, pišimo lahko tudi pesmi. In če smo že pri pesmih, smo že prej z Jano govorili o prijatelju pesmi Saše Vegri. In če dovolite, Jana in mladi bralci, Absolutno. bralke na oni strani, bi za kraj, da bo lepo, a ne, Prebrala. zaključeno, to pesem prebrala. Daj, to bi bilo pa krasno. Prijatelj navadno sedi v isti klopi in gleda enake reči kot ti. Prijatelj se nikoli ne zmoti in ne reče besede, ki boli. Prijatelj je tisti, ki čaka, ko se drugo zbeži. Prijatelj je tisti, ki nikoli na tebi ne preizkuša pesti. In končno, pravi prijatelj je vedno tam, kamor ne upaš sam. Hvala lepa, Krasno, ker si bila ja. z menoj, ker tega nisem Hvala. upala Ja, speljati sama. zelo lepo, zelo Lep lepo. pozdrav vsem, lepo berite, Zdaj bomo pa samo še Prijetno se pogledali, če imejte. imamo kakšno vprašanje. prijetno se imejte in uspešno pišite. No, tukaj sva, Nasvidenje. ja. Še malo bi pogledali, Tilka, samo če je kakšno vprašanje. Poglejva. V redu je, samo lepe pozdrave imava. Zdaj, če je kdorkoli ima kakšno vprašanje še za naš literarni festival, naj, če recimo zdajle se ne domislite ali pa če bo vprašanje nekako prišlo za vami, pa napišite na našo spletno stran, tam, kjer je gumbek festival. Sicer pa najlepša hvala, Tilka, zelo je bilo zanimivo in v užitek. Zavabila. Tako da hvala lepa za posluh in nasvidenje. Nasvidenje.